Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V studiu BKTV v oddaji Report bomo govorili o centru Gustava Schilling v Mariboru. Namreč na tej šoli zbirajo prostovoljne prispevke za nakup novega šolskega vozila, ki ga nujno potrebujejo za prevoz učencev. Organizirano imajo tudi koncert, sicer pa zbirajo na različne načine prostovoljne prispevke. Z nami v studiu sta dve gostje, ki bosta več spregovorili o vsem tem. In to sta Katja Kokot Asani in Nuša Korošec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Takole, pa dajmo najprej malo povedati o sami šoli. To je šola, pravzaprav torej center, v okviru katere je tudi šola, na katero hodijo otroci s posebnimi potrebami. Tako je. S 1. septembrom smo postali center Gustava Schillinga Maribor. Združujemo torej različne enote od predšolskih oddelkov, kjer se torej vzgajajo naši najmlajši in potem nadaljujejo z obiskovanjem šole ali na šolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom ali na posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Izvajamo tudi domsko vzgojo, torej imajo nekateri naši učenci možnost bivanja v domu med tednom. Izvajamo tudi dodatno strokovno pomoč, to izvajajo naše mobilne učiteljice po različnih šolah z rednim programom in pa znotraj šole poteka tudi strokovni center, ki nudi podporo vsem učiteljem in strokovnjakom na šolah z rednim programom pri oblikovanju v bistvu strokovnih mnenj kot strokovna podpora. Takole, če pogledamo učenci, torej učenci s posebnimi potrebami, te potrebe so res različne, ne? Pouk oziroma vsi programi pa so prilagojeni njim. Tako je. Našo šolo obiskujejo učenci, ki imajo lažje do v bistvu težjih oziroma težkih motenj. Imamo tudi kar nekaj učencev, ki se v bistvu priklenjeni na voziček, torej se ne morejo sami gibati in zato je v bistvu prilagojen način prevoza z točke A do točke B nujno potreben, saj jih na navadne avtobuse zelo težko damo, torej zato tudi prosimo za pomoč pri nakupu novega kombija. Sicer pa so učenci potem razdeljeni po manjših skupinah, ne? Tako je. Naši razredi so v bistvu oblikovani in vključujejo oziroma združujejo manjše število učencev. Odvisno je v bistvu od stopnje, na kateri se učenci nahajajo. Torej pri malčkih oziroma od 1. do 3. razreda jih je v skupinah 6, potem pa se v bistvu število malo zvišuje, ampak še vedno je nižje kot na rednih osnovnih šolah. Samo vozilo pa mora biti prilagojeno ravno njihovim potrebam, kaj ne? Od gibalno oviranih do tega, da se z vozičkom lahko pride pravzaprav v vozilo in še marsikaj drugega. Tako je. Prilagojeno mora biti tudi zato, ker naši učenci obiskujejo različna tekmovanja, različne šole v naravi, kjer je potrebna tudi prilagojena oprema in seveda za vse to mora biti tudi prostor v šolskem kombiju. Eno vozilo pravzaprav že imate, pa vendar ne zadostuje vsem potrebam. Ravno zato, ne, ker so po skupinah. Ne? Tako je. Zdaj v času te karanten in korone v bistvu eno vozilo bilo dovolj, saj tudi nismo bili tako mobilni. Sedaj pa se v bistvu vse stvari odpirajo, dogajajo se tekmovanja, naši učenci so vabljeni na različne konce Slovenije, zato je v bistvu zdaj se pojavila ta želja oziroma potreba po še enem kombiju, da bomo v bistvu vsem učencem v enaki meri lahko zagotovili, da se udeležijo vseh dejavnosti, na katere so v bistvu povabljeni, na katere si tudi mi želimo oziroma si želijo tudi oni. Omenila sem že na začetku dobrodelni koncert, prav danes poteka, tako v nekaj besedah mogoče, zakaj gre, ni pa to edina oblika zbiranja prostovoljnih prispevkov, kaj ne? Tako je. V dobrodelnem koncertu se nam bo pridružil študentski orkester Univerze v Mariboru in nam bo pomagal skupaj zbirati torej sredstva za naš šolski kombi. Zbirali jih bomo seveda z prostovoljnimi prispevki. Prav tako ljudi na socialnih omrežjih pozivamo k prispevkom na naš
račun bančni. Smo pa od danes dalje tudi uradno aktivirali SMS linije, torej lahko z ključno besedo Kombi 5 na 1919 darujete 5 evrov za nakup šolskega kombija. Koliko je pravzaprav treba zbrati? Je že določena številka? Kot šola torej smo morali poiskati različne predračune. Vsi predračuni za nakup šolskega kombija se gibajo nekje okrog 40 000 evrov, kar je seveda tudi posledica te korona krize in vsega, kar se v svetu dogaja, da tudi cene naših avtomobilov naraščajo in v bistvu želimo si zbrati 40 000 evrov in na ta način omogočiti čim prejšnji nakup šolskega kombija, da bi v naslednjem šolskem letu torej že lahko bili mobilni. Takole, če pogledamo še malo na učence, govorili smo že torej posebne potrebe, pa vendar, kako oni sami spremljajo dogajanje okrog sebe, različne stopnje so, ne? Kako se naučijo, navadijo na družbo, na dogajanje okrog? V bistvu smo zato tukaj tudi mi, da jih učimo za življenje. Torej, v bistvu je naš cilj, da jih naučimo, kako se v bistvu spoprijeti z življenjem oziroma kako čim bolj normalno in naravno zaživeti v našem okolju. Seveda je tukaj, ni vse odvisno od nas, ampak je tukaj tudi v veliki meri odvisno od družbe, v kateri živimo, zato pa se tudi sami skušamo čim več vključevati v lokalno okolje in tudi izven, da bi ljudje čim bolj spoznali naše učence in v bistvu videli, da niso nič drugačni, ampak da so tudi oni polni nekega optimizma in želje po življenju. Tako, jaz bi tu morda še dodala, da ravno na dobrodelnem koncertu se to danes kaže, ker naši učenci sodelujejo skupaj z študenti in se tako v bistvu vključujemo tudi v naše lokalno okolje. Kar pomeni, nastopajo, sodelujejo, pokažejo, kaj znajo. Tudi pomagali so v bistvu pri okrasitvi, pri izdelavi določenih stvari, tako da smo jih res vključili, da so tudi oni sodelovali pri vsem skupaj. Moramo pa povedati, sam center je v urbanem naselju odprt skozi igrišče okrog šole, lahko ne nazadnje kdorkoli pride in bomo rekli, nagovori učence, nagovori osebje, niste zaprti. Tako je. Mi smo odprti za vsakega, tudi naši učenci se zelo radi pogovarjajo z mimojedočimi, zelo radi z njimi sodelujemo in upamo, da bomo v prihodnje tudi z sosednjimi šolami lahko navezali takšen stik, kot smo ga imeli pred COVID-om. To je tisto, kar je pa verjetno se prav poznalo v vsem tem času. Tako je. Ampak se verjetno že vrača nazaj v tirnice. Vsi se trudimo, da v bistvu bi se čim prej vrnili v stare tirnice. Seveda se pa pozna, tako kot se pozna na rednih osnovnih šolah, se seveda mogoče še malo bolj pozna pa pri nas, da je ta čas, ko smo bili doma izolirani drug od drugega, je kar v bistvu ni prizanašal našim otrokom, no, da se pozna. Tako, najlepša hvala, da ste orisali tako življenje in delo na šoli, kot pa predvsem povedali, da imate akcijo in zakaj potrebujete vaše vozilo. Najlepša hvala za povabilo. Dragi gledalci in drage gledalke, torej, če lahko pomagate, bo vaša pomoč zagotovo dobrodošla. Ostanite pa še naprej z nami, kaj kmalu bomo namreč imeli v studiu naslednjega gosta. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni še enkrat v studiu oddaje Report. Z nami je Robert Kereži, ultra trail tekač, ki nam bo malo več povedal, kaj vse se bo junija dogajalo tu na Mariborskih gričih. Obetata se namreč kar dva dogodka, ki bosta povezovala vse rekreativce in športnike. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Takole, da mogoče samo poveva ultra trail tekač. Kaj to pravzaprav pomeni? Ultra trail tekač pomeni v bistvu tekač, ki teče na zelo dolge proge, ampak ne po ravnini, ker to so ultramaratonci, ampak gre v bistvu za neka naravna okolja, kot so hribi, planine, gorovja, včasih tudi puščava. Skratka, gre za neke naravne elemente gibanja. No.
Poleg tega pa že ves čas tudi spodbujate ljudi k čim več gibanju, ki se pa ne nazadnje pozna ravno zdaj po epidemiji, ne, da smo se nekateri kar malo polenili, vi pa jih spodbujate, nas spodbujate. Tako je v bistvu že z prvim nastopom na enem takim ultra trail teku v puščavi Naska leta 2017, torej Marathon des Sables. Ko sem se vrnil, v bistvu sem naenkrat ugotovil, da mi veliko ljudi sledi, da me veliko ljudi sprašuje nekatere stvari in da veliko ljudi tudi motiviram. In potem nekako sem si to vzel, bom rekel, kot svojo nalogo, da je to tudi del mojega športnega udejstvovanja, torej da jaz kot oče 3 otrok, kot mož, kot nekdo, ki hodi v službo, nekdo, ki išče ves, bom rekel, ta čas, da med treningi in službo in doma vseeno uspem narediti pač neke rezultate. Skušam potem seveda še z različnimi športnimi prireditvami privabiti te ljudi, da se tudi v bistvu sami aktivirajo in preizkusijo vsak po svojih močeh. En takih dogodkov je dogodek Premagajmo Kalvarijo. Zakaj gre, kdaj bo, kaj vse obsega? Ja, pardon. V bistvu že samo ime Premagajmo Kalvarijo sem v bistvu vzel zaradi tega, ker je to neko simbolno sporočilo. Dogaja se res, nekatere stvari se dogajajo na hribu, ki se imenuje Kalvarija nad Mariborom, ampak gre v bistvu za druge vrste premagovanja Kalvarija. Najprej to Kalvarijo, ki smo zdaj 2 leti imeli za sabo, torej ta post-covid. Drugo je potem seveda tudi Kalvarija pri samem sebi, kajti nekdo, ki bo hodil ali tekel, se bo tudi moral boriti z nekimi demoni znotraj sebe. Gre pa v bistvu za prireditev, ki združuje nordijsko hojo, medgeneracijski orientacijski pohod, športne igre in poligon za otroke ter pa 2 trail teka v dolžini 11 in pa 22 km. Tako da v bistvu skušali smo ponuditi čim več nekih športnih aktivnosti, kamor se lahko vključujejo praktično vse generacije, vse starosti, pa tudi različni nivoji pripravljenosti. Kdaj bo? To bo na dan državnosti, tako da si ne bo težko zapomniti in v bistvu prvi uradni dan otvoritve festivala Lent je v petek 24. Mi torej nastopimo v soboto. Vse skupaj se bo začelo dogajati ob 8 uri zjutraj, ko bo štart prvega 22-kilometrskega teka, tek 7 križov. Nadaljuje se potem ob 8:30, ko bo štart 11-kilometrskega teka, Lumarjev tek 4 križov. Tale pohod pa se pač nimamo določene ure, vsak se pač priključi, dobi zemljevid, kjer bo vrisana trasa, kjer so tudi določene točke, ki jih morajo obiskati in odgovoriti na vprašanja, in pa tečaj nordijske hoje, ki pa se bo odvijal v 2 terminih, in sicer ob 9 in pa ob pol 10. Športni poligon za otroke pa je praktično odprt od 8 do 12. Poskrbeli ste pa še za en junijski dogodek, ta bo pa še malce kasneje, gre pa za Obkrožimo piramido, se pravi spet Mariborski grič. Ja, ta piramida je v bistvu nek tak simbol Maribora, ne? In ena takšna priljubljena izletniška točka Mariborčanov. In razmišljal sem, da bi v 1 uri naredili tako, da bi prišlo čim več Mariborčanov in da bi pač hodili na piramido. Eni bojo to zmogli enkrat, eni 2-krat, eni, ki bomo tekli, nam bo mogoče uspelo 5, 6, 7, 8-krat, ampak namen tega je seveda, da se zgoraj in spodaj je v bistvu nek podij, kjer se bo štelo. In torej en vzpon in spust se šteje za en vzpon in skratka v tej 1 uri med 18:30 in 19:30 bomo pač skupnimi močmi dosegli neko število in upam, da bo dogodek postal tradicionalen, tako da bi potem to številko vsako leto v bistvu večali. Gre pa tako kot en kot drugi, torej za spodbujanje ljudi k gibanju, k socializaciji, k druženju, k temu, da na nek način res poskrbijo za zdrav duh v zdravem telesu. Tako je, v bistvu zdaj, ko je korona za nami, smo nekako ugotovili, da je ta, bom rekel, preventiva nekako najboljša kurativa pred tem, da se ti karkoli zgodi, oziroma
Sam sem mnenja, da so posledice tudi, če bi dobili korone, tisti, ki imajo boljši imunski sistem, da jo seveda boljše prenašajo. Tako da bi radi spet ljudi spodbudili k tem razmišljanju, da je treba vlagati vase, da niso zdravniki tisti, ki te bodo reševali, ampak v bistvu lahko ti že dosti z neko to preventivo sam pri sebi narediš. In zaradi tega, ker so pri teh covidnih ukrepih najkrajše potegnili otroci in pa starejši, skušamo pač s tema dvema dogodkoma nekako najbolj množično zaobjeti ti dve skupini. Gre pa hkrati tudi za to, da ni treba pretiravati, da tu zdaj niso ekstra naporni vložki v to, ampak tista običajna rekreacija, da človek zadiha. Točno tako, in ker v bistvu velikokrat se zgodi, da pri kakšnih športnih aktivnostih ti je veliko lažje, če je nekdo še s tabo, zato gremo v bistvu na to množičnost, na to neko druženje in je zdaj vseeno, če ljudje grejo na piramido enkrat, dvakrat ali če grejo 10krat, v bistvu gre za, bom rekel, neko čisto drugo dimenzijo, sporočila obeh dogodkov. Tako, da ponoviva samo na hitro še enkrat, prvi dogodek, torej Premagajmo Kalvarijo, je kdaj? 25. junij, dan državnosti v soboto med 8 in 12 uro in pa obkrožimo piramido, pa je v sredo 29. junija ob 18:30 uri. Tako da do takrat si še lahko naberemo kondicijo. Ja, seveda, ljudi bi še povabil, da vsi, ki bodo v bistvu trenirali in hodili na piramido, je zaželeno, da ta nek spon obeležijo tudi s kakšno fotografijo in jo dajo na Facebook ali pa na Instagram in jo označijo s ključnikom #Premagajmo piramido in bomo v bistvu vsak teden bomo zbrali kakšno fotografijo, ki nas je nagovorila in jo bomo nagradili z eno nagrado našega sponzorja. Tako, najlepša hvala za napoved dogodkov in tudi za to, da ne nazadnje skrbite, da ne ostanemo samo na kavču. Hvala vam za povabilo, veselje mi je bilo. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite še naprej z nami, kajti preden se danes poslovimo, vas vabimo k ogledu reportaže. Bili smo namreč v Pivoli na Pohorski tržnici, kjer smo si ogledali pred kratkim ponujeno in predstavljeno ponudbo pivovarnarjev, govorimo predvsem o mikropivovarnarjev, torej tistih, ki izdelujejo sami svoje domače pivo. In ne pozabite, povedali nam bodo tudi več o tem, kakšni trendi so pravzaprav zdaj na tem področju in katero pivo je najboljše. Na Pohorski tržnici v Pivoli so se predstavili mikropivovarji, ki izdelujejo pivo v svojih pivovarnah. Na Burger and Beer Fest so tako privabili številne obiskovalce. Vsi smo bili željni teh dogodkov, vsi smo čakali dejansko, da se stanje nekakšno normalizira oziroma da so lahko spet dogodki v tistem svojem polnem značaju, neko druženje, socialni stik, ki ga vsak človek potrebuje. In tudi mislim, da je kulinarika in pivo ena povezava, plus otroška zabava je primerna za celotno družino. Mikropivovarjev je bilo več. Ponudili so različne stile in vrste piva. Med vsemi barvami piva pa sta izstopali zelena konopljina barva in rdeča malinina. Konopljino pivo, to je zelene barve, in pa malinino pivo z imenom Malinovec, to je rdeče barve, ki so dozirani ne ekstrakti, ampak drugačne naravne sestavine konoplje in pa seveda malinin pire. Konoplja pravzaprav niti ni presenečenje, glede na to, da sta hmelj in konoplja bratranec in sestrična. Tako da, na kak način se potem to pripravi? To se na nek način tako pripravi, da ena osnova mora biti ali ale ali lager, kakorkoli, kdo se pač to odloči. Potem pri že narejenem pivu se potem dozira delček konoplje in pa seveda z različnimi okusi hmelja, kateri se vežejo med sabo, kot to pač mora biti, na nek način optimalno. Če se ob tem sprašujete še, kaj pomeni sfrizirano pivo iz Haloz, vam razkrijemo skrivnost. Predstavljamo se pod znamko Frizibir kot sfrizirano pivo. To izhaja iz moje primarne dejavnosti, jaz sem kot osnovi frizer. Zaradi tega ni bilo težko dati Frizibir kot ime in kot sfrizirano pivo iz Haloz. Sicer pa je bil na Pohorski tržnici tokrat v ospredju lager. Ki je nekako najbolj teče v tem okolju in pa eno pač specialko našo, po kateri smo znani, bolj sadnih okusov, močnejše pivo, več alkohola.
Drugače pa trenutni trend, kaj pa vem, težko je zdaj reči za trend, zato ker po vseh teh 2 letih pa ravno ni bilo nekega prometa, nekih dogodkov, ne, se mi zdi, da se je zopet stvar nekako poenostavila, pa začenjamo z nule, no, pa da vidimo, kam kuža taco moli. Še vedno pa velja, da gurmanski pivci piva iščejo v različnih letnih časih drugačno ponudbo. Poleti recimo ljudje zelo radi iščejo pač osvežilno, ne, manj alkohola, tudi temu se bomo prihodnje usmerili, predvsem to poletje, ne, nekaj novosti definitivno lahko pričakujete z naše strani. Drugače pa vseeno pa ostajamo zvesti naši niči, pač, ker smo kar tudi dosti odvisni od tujine, tam pa je še vedno priljubljena visoka vsebnost alkohola in predvsem ti stili piv. Ne. Na lager so prisegali tudi nekateri drugi. Pivovarna Maribor je usmerjena predvsem lager piva, še vseeno. Se mi zdi, da še vseeno večina naših mikropivovarjev se osredotoča predvsem v ale in tako naprej. Mi pa smo ostali recimo zvesti lagerju, ki je, vsaj po mojem mnenju, tudi nekako še vseeno najbolj pitno pivo. Mikropivovarji pa sicer ponujajo še več različnih stilov in okusov piva. V tej pivovarski industriji oziroma je zelo težko določiti eno pivo, ki ti je pa najljubše. Jaz pravim, vsi za vsak okus se nekaj najde, vsak okus je različen. Meni osebno pa so mogoče pale ali IPE, tiste malo hmeljne note, bolj ljube, kot pa kaki lager ali pa te zadeve. No. Vsi pa opažajo, da je razvoj pivovarstva vse boljši. Ko sem jaz začel, bom rekel na pamet, pred 10 leti, nefiltrirano, sterilizirano pivo, so bili, kako bi rekel, stranke zelo nezaupljive, ker pač ni bila taka kultura teh piv, kot je na zahodu. Ne. Sedaj je lažje, ker je prišel uni nefiltriran, pa laški nefiltriran, pa tudi svoj renome sem si ustvaril, zdaj teh problemov več nimamo. Ob dobrem pivu pa ne sme manjkati hrana, tokrat so zanjo poskrbeli domačini. Imamo burgere, reberca, razne solatne krožnike, piščance, tortilje, goveja tortilja, marsikaj se najde pri nas. In kaj najbolj paše k pivu? Najboljše so dejansko pivo in burger ali pa reberca, to so dobre, super, najboljše kombinacije. Seveda pa smo vprašali za pivo tudi obiskovalce tržnice, ki so uživali tako pri pitju kot pri druženju. Zelo mi je všeč, pa dobre burgerje imajo. Nisem še vseh piv probal, ampak bom počasi cel krog naredil. Ja. Kaj vam je recimo pri pivu boljše? Grenko, sladko, temno, poln okus? Poln okus pa svetlo pivo. Bolj grenka, ampak zdaj sem nikome prišel, tako da bolj težko priporočam, nisem še probal. No, tako da. Pač te tule poznam, no, ostalih pa še ne. No, je pa verjetno dobrodošel en takšen dogodek, da se vidi, da se proba. Ja, vsekakor, pač čim več. No. Najbolj mi je všeč štajersko pivo od vseh teh okoliških pivovarjev. Vsakega smo poskusili, tako da vsako je bilo po svoje dobro. Kaj je tisto, kar vam je pomembno pri pivu? Zdaj, da je bolj, bomo rekli, bolj grenkega, bolj sladkega, bolj kakega okusa, barva? Vsakega pomalo, se pravi, da se vsak okus proba, da doživiš vsaki okus po svoje. Ne? Jaz sem tako rekel, najboljše je hladno. Zdaj pa kak si ljubitelj, črna imam zelo rad, ne sme pa biti preveč grenka, bolj sladka. Če pa vse spijem. Ste si danes malo že verjetno pogledali, poskusili, na kaj bi prisegli, kaj je tisto, kar vas prepriča? Pil sem že močne danes, pa so malo premočne za moj okus, tako da za klasiko. Danes sem na klasiki, najboljše. Glede na to, kakšna piva poznamo, klasične te lagere, zdaj pa tukaj so pač ti mikropivovarji, ki se grejo nove zgodbe za, bomo rekli, bolj zdrava piva, bolj z višjimi vsebnostmi hmelja, z ekstrakti svojimi recepturami, tako da za užitek. Tako da ta piva pač piješ v bistvu kot del hrane in moraš se jih pa navaditi. So pa sigurno bolj zdrava kot pa oležana, bomo rekla, švasana, varjena piva. Jeseni bodo imeli na pohorski tržnici novo priložnost, saj je organizator že napovedal jesensko edicijo festivala, ki bo še bolj obogatena s ponudbo različnih vrst piva.
Hvala.